in zahvaljujemo se Bogu, ki nas je poklical v nebeško kraljestvo. Aleluja. Dragi bratje in sestre, v tem trenutku slovesa od pokojnega duhovnika Lojzeta Kostnika te besede zvenijo v čisto drugačnih tonih. Dobivajo zelo konkreten odmev v srcu vsakega izmed nas. Da nebeško kraljestvo niso samo tisti čudoviti obredi, prejemanje zakramentov, ampak je vstopanje v nebeško kraljestvo vedno znova tudi umiranje in na koncu smrt. Naša sestra, smrt telesna, kako je rekel sveti Frančišek Asiški, ki nihče ne more ujeti. Ob 3 popoldne smo se zbrali. Ob 3 popoldne so se zbrali takrat, ko je Lojze imel novo maš. 3 popoldne je naš Gospod Jezus Kristus umrl. In danes smo se tudi zbrali ob 3, da Božjemu usmiljenju in Božji ljubezni izročimo pokojnega Lojzeta, pa tudi vse njegove domače, mame, sestre, brate in vsakega izmed nas, ki ostajajo na tem romanju proti nebeškemu kraljestvu, da bi romali v zvestobi Božji besedi in v neomajni veri v njegovo ljubezen. Zato se vam zahvaljujem, da ste tukaj, da bomo skupaj molili, da bomo skupaj darovali Jezusa nebeškemu očetu za pokojnega Lojzeta, ki ga je tolikokrat daroval očetu. In da bomo skupaj na poseben način, po Božji milosti, doživljali moč Jezusovega vstajenja, moč velike noči in da bomo na poseben način peli Aleluja. Prosimo za odpuščanje svojih grehov, da bomo vredno odhajali to sveto srečanje z Gospodom in med seboj. Vsemogočnemu Bogu in brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in starega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosim, državne Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Oh,
velikonočnih praznikih poživljaš milost svojega ljudstva. Pomnožil nas svojo milost, da bomo vsi vidno spoznavali, s kakšnim krstom smo bili očiščeni, v kakšnem duhu prerojeni in s kako dragoceno krvjo odrešeni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekova. Verniki, bodimo enega srca in enega duha. Berilo iz apostolskih del. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa. Velika milost je bila z vsemi. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali izkupiček ter ga polagali k nogam apostolov. In sleherni je od tega dobil, kar je potreboval. Božja beseda.
kdor veruje, da je Jezus res Kristus, je rojen iz Boga. In vsak, kdor ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je od njega rojen. Da ljubimo Božje otroke, pa spoznamo potem, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? Jezus Kristus je tisti, ki je prišel z vodo in s krvjo. Ne le z vodo, ampak z vodo in s krvjo. Duh to pričuje, kajti Duh je resnica. Božja beseda. Kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite svojim odpuščenim, katerim jih zadržite svojim zadržanjem. Tomaža, enega izmed 12, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž je odgovoril in rekel: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: Ker si me videl, veruješ? Blago tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je vpričal svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi si s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Spoštovana mama, drage sestre, dragi bratje, domači in sorodniki pokojnega duhovnika Lojzeta, dragi pomorni škof Franci, dragi bratje duhovniki, diakoni, bogoslovci,
dragi prijatelji pokojnega Lojzeta, dragi bratje in sestre. Na koncu te svete daritve boste nam, upokojenem gospodu Lojzetu, spregovorili tisti, ki ste v letih njegovega življenja, zlasti v letih njegovega duhovniškega služenja od blizu spremljali njegovo pot, bili njegovi sodelavci in hkrati tudi del tiste črede, ki mu je bila zaupana. Zato mi dovolite, da v tem trenutku spregovorim nekaj misli iz srca. V torek zjutraj je bilo, ko sva se z našim tajnikom Boštjanom peljala proti Stični, ker je bil tisto dopoldne na programu teološki simpozij o spremljanju družin z majhnimi otroki. In nekje med Višnjo Goro in Ivančno Gorico je telefoniral škof Franci in sporočil, da je zbolel duhovnik na Dunaju in da je v bolnici. In v tistem trenutku sem se zahvalil našemu Bogu, rekel, dragi Bog, hvala ti, ker nam letos prizanašaš. Lani smo pokopali 14 duhovnikov, letos pa se z nami usmerja in sem ti hvaležen za to. Ko pa sem prišel domov, je prišel v pisarno škof Franci in rekel, žalostno novico ima. Lojze je umrl na koncu. In takrat je šlo skozi mene, pa ljubi Bog, zakaj sem se ti zahvaljeval. Če si skoraj v istem trenutku že klical z tega sveta duhovnika, mladega, še 50 let nima, ki bi lahko še toliko časa bil v tvojem vinogradu, delal na tvojim njeni, oznanjal evangelij, delil zakramente, izpolnjeval to, za kar si ga poklical in to, za kar si ga poslal. In skoraj v istem trenutku mi je prišel na misel evangelij tistega dneva. Tudi vi se boste spomnili. Magdalena pri grobu. Joče v prazen grob. In potem se obrne ploča od groba, še vedno vsa okrita solzami in skozi svoje solze gleda Jezusa in misli, da je mrtnar, ga ne prepozna. Gospod, če si ga ti vzel, povej mi, kam si ga položil, da bom jaz vzela. Jezusa sprašuje, kam je položil samega sebe, ker ga ne prepozna. In v tistem premišljevanju je šlo skozi mene, Gospod, tudi meni boš moral pomagati. Pravzaprav vsem nam boš moral pomagati, da bomo skozi svojo bolečino, skozi svoje solze, da bomo skozi žalost, ki jo doživljamo ob poslavljanju od pokojnega Lojzeta, mogli tudi mi uzreti tvoje obličje. Da bomo mogli poživiti in poglobiti vero v tvoje obstajenje. In da bomo mogli ponovno s tvojo bližino okrepljeni stopati za teboj. In zato v tem trenutku prosim Gospoda, ki se je razodel Magdaleni skozi srce, naj se razodene v tem trenutku vsakemu izmed vas, posebej Lojzetovim domačim,
mami, bratom in sestram in tistim, ki ste mu bili na poseben način blizu, da bi skozi ta trenutek njegove smrti in našega poslavljanja od njega Gospod razodel svojo ljubezen, svojo bližino, svoje usmiljenje in tudi vero v večno življenje, v katerega je odprl pot svojo smrtjo in vstajenjem. In danes odhajamo Belo nedeljo, dragi bratje in sestre. Bela nedelja, vemo, je svoje ime dobila potem, ker so katehumeni, ki so bili krščeni, ki so bili na velikonočno vigilijo s krstom potopljeni s Kristusom v njegovo smrt. Po tednu dni to belo oblačilo odložili. In ko tudi danes ob delitvi zakramente svetega krsta novokrščancem damo belo oblačilo, jim rečemo, postal si nova stvar, oblekel si Kristusa, prinesi ga neomadeževanega v večno življenje. Lojze je oblekel Kristusa takrat, ko je bil krščan. Tukaj 31. avgusta leta 1969, dobrih 14 dni po svojem rojstvu, 14. avgusta v Ljubljani. Srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani. Od 85 do 89 je bil učenec srednje lesarske šole in na koncu maturiral. Po vojaščini je odšel na teološko fakulteto in leta 96 študij teologije zaključil z mašniškim posvečenjem 29. junija leta 96 v Ljubljani. Potem je bil nevelika plan Ljubljana Polje in Fužine do leta 99. Potem je šel za Gorje ob Savi za kaplana za 1 leto, kajti že leta 2000 je bil upravitelj župnije Bloke in soupravitelj župnije Sveta Trojica nad Cerknico. Kakršen je bil, so mu radi zaupali tudi različne službe, zato je bil dolga leta član duhovniškega sveta ljubljanske nadškofije, praktično do leta 2010, pa prodekan dekanije Cerknica. Na konec je prišel leta 2011 in po smrti župnika prevzel še soupravovanje Peči leta 2016. Rekel sem, da je pri krstu oblekel Kristusa. Na poseben način ga je oblekel ob mašniškem posvečenju leta 96. In dokončno je oblekel Kristusa 3. aprila, torek v velikonočni osmini letošnjega leta, tam za Kamniško Bistrico, kamor je šel tolikokrat na sprehod. Šel je na sprehod in prišel pred Gospodovo obličje. Zahvaljujem se mu, ker je to obličenost v Kristusa kot duhovnik s takšnim veseljem, s takšnim zanosom razumeval in oznanjal povsod, kjer je bil. Njegova beseda ni bila nikoli zavita, nikoli okrašena z mašnicami, neposredno oznanilo evangelija, kakor je neposredno živel z Gospodom Jezusom Kristusom. In prosim Gospoda,
in nobene tudi trdno verjamem, da je v tistem trenutku tam za Kamniško Bistrico, ko je dokončno oblekel Jezusa Kristusa, tudi on mogel v obnovljenem zanosu skupaj s svetim Tomažem izreči: moj Gospod in moj Bog. V kraljestvu, v katerem ni več ne stiske, ne bolečine, ne trpljenja, v kraljestvu, v katerem je Jezus Kristus svojo smrtjo in svojim vstajenjem vse poveličal. Tudi vsako naše trpljenje in vsako našo smrt. In, dragi Lojze, še beseda tebi. Znal si z ljudmi, znal si z mladimi, bil si iskren, bil si neposreden. In kot sem rekel, lahko bi še 30 let delal v Gospodovem vinogradu, kot duhovnik za Gospodovo ljudstvo. Po Božji skrivnostni volji nam tolikokrat nerazumljivi si se poslovil. Poslovil brez slovesa, ne da bi segel v roko, preprosto si odšel. Takšna je bila Gospodova volja. Vendar te prosim in ti naročam, da se daj tam, pred tim, ki je naš večni veliki duhovnik, poskrbiš vsaj za 3 duhovne poklice, za našo škofijo. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, slavnega nebesa in zemlje, zakривителя и стvari, enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodjenega Sina Božjega, ki je od očeta rojen v veseliki in je Bog od Boga in dušo duši, pravi Bog od pravega Boga, rojenega v stvari, enega in je voljen vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se obeležil po svetem duhu in zaradi se in postal človek, ljubezni približan za nas, od konca in nenada je trpel in bil prav položen in tretji dan od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel nebesa, seveda sliši očetovi, in bo spet prišel v slavi svoj žiga in mrtve, in njegovo mrtvejstvo ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda Ježila, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po Bogovi in meno svetega katoliškega priznava enkrat odčanje grehov in pričakuje vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, v upanju, da bo Jezus Kristus naša umorljiva telesa preoblikoval po svojem poveličanem telesu, smo zbrani pri sveti daritvi za pokojnega duhovnika Lojza. Ko se poslavljamo od njega, se obračamo k tebi in te prosimo. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za Rajnega, ki je v cerkvi opravljal duhovniško službo. Podeli mu, Gospod, da bo deležen večnega bogoslužja. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, povrni pokojnemu duhovniku Lojzetu za vse dobro, ki ga je storil z večnim življenjem. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, podeli svoj mir vsem, ki jih teži krivda, ker so pokojnega z besedo ali dejanjem prizadeli, ali pa v času njegove preizkušnje niso bili do njega dovolj pozorni. Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus Kristus, daj moč njegovim dragim, ki so ga z dobroto in ljubeznijo spremljali na njegovi življenjski poti, da bodo odločitev od njega sprejeli v luči vere. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za naše rajne sorodnike, dobrotnike in prijatelje, izpolni njihovo pričakovanje večnega življenja in nebeške sreče. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, pomagaj nam, da se bomo pokojnega radi spominjali, zanj molili in darovali svete maše. Prosimo, da usliši nas. Usmiljeni Bog, tvoj sin je umrl za nas, ti pa ste ga obudil od mrtvih. Usmilji se duhovnika Lojzeta in vseh rajnih. Pridruži jih velikonočnej zmagi Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. bratje in sestre, da je bo ta daritev vse izgleduje Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Naj spremi Gospoda, ki je svojim Bogom, hvala in čas svojim imenu, blagodati nam vse svoje sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi daritev svojega ljudstva. V krstu si nas prerodil in poklical k veri, naj dosežemo odlično življenje po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In svojim duhom. Mišku srca. Dio
prebivajo hvalnico Tvojeve slave in mi z njimi pojemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet, po pravici te hvalim vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, s močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na praznovanju velike noči, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato te ponižno prosimo, da bo Sveten Duh milostno posvetiš ti darovne in ježdi naša, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in ga počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za nas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Najprej s predlažno devico Božjo Mater Marijo,
Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi učenci, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo miloščjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v miri zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje prihodeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata Lojzeta, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom in duhovništvom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje, ko bo iz zemljo obudil telesa umrlih in bo naše bolno telo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljstvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. Tedaj boš odvrl vsako solzo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke in te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse roke. O Kristusu, Kristusovi, Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogočitu, v občistvu svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vekov. Ko je apostol Peter prišel v države, ki je bil zaprt v ječi, je cerkev zanj neprenehoma molila. Ta prizor pride, ko vidim, ko molimo za pokojnega Lojzeta, da cerkev zanj moli, za njegovo dušo, da lahko doseže to, kar je veroval, upal in oznanjal. Hkrati pa cerkev naj moli tudi za nove duhovne poklice, za našo škofijo, za vso našo cerkev, da bomo lahko živeli to velikonočno poznanilo in tudi sami hodili po poti odrešenja, da nas bo Gospod sprejel v svojo slavo. Zato skupaj molimo. vsakim nemirom,
ko Bogi blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Isusa Kristusa. Zaprl same vase, s temi besedami Jezus stopa med nas, ki nas v tem trenutku objema bolečina, stiska slovesa pokojnega Lojza. Mir vam bo. In kakor je Oče mene poslal, jaz vam spošiljam, da ta mir ustalega Gospoda najprej naseli vas in da po vas obišče brate in sestre. Se vas povabim, da si mu damo roke in se v tem stisku roke, v tej graditvi živega Kristusovega telesa podelimo med seboj njegov dar. Vidi noći bez počinka,
in ko prebuja se nov dan, ti gledaš svoje prazne mreže, toda klic, ki te poziva, drugo morje ti pokazal Bog in na bregove src ljudi svoje mreže vrgal boš. Svoje daruj življenje, kakor Marija, da moč zložil križa in postal boš sem, ljudi služabniki z ljubezni, duhovnik človeška celega. In gorevi čez vztrajal, skozi solze si upal, da rodilo se ne bo, se padlo je v dobro zemljo, zdaj je v tvojem srcu praznik, se žito sredi polja rumeni, dozorilo je pod soncem, spravi ga v žitnice. Svoje daruj življenje, kakor Marija, da boš zložil križa in postal boš sem, ljudi služabniki z ljubezni, duhovnik človeštva celega. Mirni noči brez spočinka, malem črnu sredi morja, in ko prebuja se nov dan, ti gledaš svoje prazne mreže, toda klic, ki te poziva, drugo morje ti pokazal Bog in na bregove src ljudi svoje mreže vrgal boš. In goreče se vztraja, skozi solze si upal, da rodilo se ne bo, saj padlo je v dobro zemljo, zdaj je v tvojem srcu praznik, za žito sredi polja rumeni, dozorilo je pod soncem, spravi ga v žitnice. Svoje daruj življenje, kakor Marija, da boš zložil križa in postal boš sem, ljudi služabniki z ljubezni, duhovnik človeštva celega. Vsemogočni Oče, prosimo te, naj velikonočne skrivnosti, ki smo jih prejeli, trajno ostanejo in delujejo v našem življenju. Po Kristusu našem Gospodu. Sveta maša sedmega za pokojnega Lojzeta bo prihodno nedeljo ob 19. tukaj v Šmarski cerkvi. Sedaj bo brat Tomaž prebral del Lojzetove oporoke. Brat Lojze je v oporoki zapisal sledeče besede, za katere je želel, da se na pogrebni sveti maši preberejo. Vsem, ki ste me poznali, se priporočam v molitev in k daru svete maše ali pa molitev za popolni odpustek, za moje zveličanje, v spravo Bogu za vse, kar sem kot kristjan in duhovnik dobrega odpustil in slabega storil do Boga in do ljudi. Boga prosim odpuščanja. Bogu se zahvaljujem za vse prejete milosti in darove. Tudi ljudi prosim odpuščanja, če sem kdaj Boga prizadel. Jaz odpuščam vsem vse. Itak ni kaj posebnega. Staršem, bratom in sestrama z družinami
sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, dobrotnikom in vsem župljanom se iskreno zahvaljujem za vso skrb in dobroto ter za vso duhovno in materialno podporo. Bog vam povrni. Vse vas pričakujem v novem življenju pri Bogu. Poskrbite za zveličanje svoje duše. Bogu vse izročam. Bogu se zahvaljujem za zemeljsko življenje, nasvidenje. Usmiljeni Jezus, usmili se nas in vsega sveta. Marija, sveta Mati Božja, prosi za nas. Izkoristil bom priliko in povedal dve kratki misli iz Lojzovega življenja. Zelo rad je imel domovino Slovenijo. Druga pa je ta, so včasih kaj podebatirala, pa je kdaj potožil, da ga motijo, kot se je sam izrazil, visoke medsosedske okraje. S tem je mislil na medsosedske odnose. Tako da se mi zdi, da če se vsaj en človek na račun Lojzove daritve spravi svojim sosedom ali kom drugim, bi bil tega Lojze oziroma bo tega Lojze zelo vesel. Če pa že ne drugega, pa raznašamo med ljudi dobro voljo, kot je to delo Lojze. V imenu vernikov župnije Lokej Sveta Trojica se bo poslovila od njega gospa Barbara Rus. Dragi gospod Lojze, v župnijah Lokej Sveta Trojica si župnikoval med leti 2000 in 2011. Znano je, da se v naših župnijah po kaplanskih službah naredijo pravi župniki. Ti si bil gotovo eden izmed njih. Tvoja leta župnikovanja pri nas so bila uspešna, delavna, inovativna. Obnavljal si podružnične cerkve, kapelice, župnišča in dvorana. Župninski cerkvi sta dobili novo streho, prenovo zvonika, naredila se je drenaža, novo ogrevanje, urejali sta se okolici obeh župnišč. Poleg vsega gospodarskega dela pa si želel in postal župnik in človek, ki je znal prisluhniti vsakemu, ki ga je srečal na poti ali pa je pozvonil na tvojih vratih. Tvoje delo je v obeh župnijah pustilo neizbrisen pečat. V letih, ko si bil med nami, so začeli rasti 3 duhovni poklici, 3 novi pastirji. Tudi drugače si bil zelo aktiven. Kjerkoli se je kaj dogajalo, naj bo to gasilska veselica, mlaji ali kakšno drugo praznovanje, si bil ti poleg. Zato sta te tudi oba gasilska društva imenovala za častnega člana, na kar si bil zelo ponosen. Rad si bil med nami in še vedno si se rad vračal na Bloško planoto. S tvojima zdajšnjima župnijama smo radi skupaj romali v Rim in Medžugorje. Dragi prijatelj Lojze, ob nedavni izgubi moža si bil v naši družini steber opore in tolažbe, za kar smo ti neizmerno hvaležni. Lojze, v naših srcih so ostali delčki tebe do tedaj, ko se snidemo skupaj pri očetu. Počivaj v Gospodovem miru. V imenu mladih s konca bo par besed spregovoril skavt Matej Lovšin. Župnik bi v svojo poroko lahko dopisal: Homcu in temu svetu med drugim zapuščam. 60 mladincev,
100 aktivnih skavtov, 30 zdajšnjih in še enkrat toliko bivših animatorjev, 30-članski mladinski pevski zbor, močna študentska skupina, mladi rod pritrkovalcev, 4 mlade navdušene za duhovniški in redovniški poklic, ter ostale močne pastoralne skupine. To so številke, ki jih v današnjem času dosegajo redke župnije. Župnik je bil vizionar. Medtem, ko se veliko ljudi utaplja v malodušju staranja cerkve in iz udobja ohranja vzorce, ki mlade odbijajo, je sam v koncu poskrbel za edinstveno pastoralno revolucijo. Kmalu po prihodu na župnijo nas je nekaj srednješolcev navdušil za mladinski verouk. Začeli smo se dobivati vsako soboto po večerni sveti maši v konferenčni sobi v župnišču. Ogenj v nas je prihaval tako močno, da je soba kmalu postala premajhna in preseliti smo se morali v učilnico, saj je k skupini začelo prihajati vedno več mladih tudi iz sosednjih družin. Sporedno nam je omogočil in nas spodbujal, da smo se začeli dobivati tudi kot pevski zbor. Mnogi niso razumeli umestitve kitare in bobna v liturgijo, zato smo bili večkrat na ta račun deležni kritik. Sam pa nas je pri tem vedno zaščitil in nas kljub temu, da smo bili potrdi, spodbujal, da vztrajamo pri takem načinu slavljenja. Na nas je bil ponosen in to je bilo čutiti. Večkrat je po napornem dnevu prišel na našo vajo, se usedel na stol in v tišini poslušal. Kako prijetni so bili po večeri po oratorijskih dnevih, ko smo se utrujeni, ampak srečni zbrali na njegovi terasi in se pogovarjali pozno večer, ko je sam že večkrat spal kljub glasnemu petju in smejanju. Vso pravico nas je imel nagnati domov, vendar tega ni nikoli storil. Vse, kar je bilo njegovo, je bilo tudi naše. Bil je tudi goreč podpornik skavstva. V njem ni videl samo valjenja po blatu in dretja, vsakič znova nam je dal vedeti, kako pomembno vlogo imamo skavti pri osebnem razvoju in duhovni rasti vsakega posameznika. Čeprav smo bili kdaj nanjezni, ker je bodisi zaspal med sestankom ali pa je pozabil pripraviti del programa, mu nikoli nismo mogli zameriti ali pa se z njim skregati. Njegova gorečnost in pripadnost Bogu bo vsem nam vzgled za celo življenje. Večkrat je na srečanja prišel s pohodniškimi palicami, ko je poln svežine prišel iz svoje najljubše dejavnosti, ko je bil prost delan v župniji. Vedno znova je priznal, kako modene, ko se po podanskih urah odpravi na sprehod okoli hriba, medtem pa moli rožni venec. In tako je bilo verjetno tudi tokrat. Dovolj dobro ga poznam, da si upam trditi, da je umrl srečen, spravljen z Bogom in nami na njegovem najljubšem mestu. V naravi, v žuborenju Bistrice, točno 6-10 krožnega venca stran od praga župnišča. Dragi farani Homca in ostali navzoči, pred nami je novo obdobje. Ljudi in potreb je vse več, duhovnikov pa vse manj. Mnogi se zato soočajo s preobremenitvijo, saj morajo poleg redne duhovne dejavnosti opravljati še kup obveznosti, ki se pritičajo opravljanja župnija. Sami tudi priznajo, da jim zaradi preobremenjenosti na koncu dneva zmanjka moči za molitev, ki bi morala biti fundament njihovega delovanja. Skrajni čas je, da začnemo na tem področju iskati rešitve. Osnova za te je samo iniciativnost, veščina, ki jo premore vsak pogumen in odgovoren človek. Kot nekateri veste, bomo od avgusta v naši župniji brez župnika. Sedaj je na nas, da skupnimi močmi ohranjamo župnijo vitalno. Pozivam in prosim vas, da vsak po svojih najboljših zmožnostih v naslednjih mesecih sodeluje v župnijskem življenju, bodisi v aktivnostih v okviru pastoralnih skupin, vzdrževanju župnijskega prostora in na vse zadnje v molitvi za bivšega in bodočega župnika. Poskrbimo, da bo tam prišel v urejeno faro tako navzven kot navznotraj. Vas, spoštovani duhovniki, pa prosim, upajte si prositi. Dovolj nas je, da del svojih bremen razporedite na nas.
Verjamem, da ste to že poskušali in verjamem, da so vas pri tem tudi že zavrnili, to da ne obupajte. Prepričan sem, da bo vsak z veseljem in zanosom pristopil k stvari, v zameno za skromno, a iskreno obljubo, da se ga boste spomnili v molitvi. Brati in sestre, upamo, zato si upajmo, kajti on je z nami vse dni. V imenu mednikov župnije Homec in Vranja Teč bo spregovoril še bogoslovac Janez Pavel Šuštar. Dragi gospod župnik, mnogo prehitro ste želijo od nas, mnogo prezgodaj se je steklo vaše življenje, a Gospod nam pravi, moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota. Kratkih 7 letih delovanja življenja v naši končni župniji ste postali del nas. V naših srcih ste našli svoj prostor in bojimo se praznine, kajti vašega prostora ne more zasesti nihče drug. Ljubezen ne podarja sreče, pravi pesem, je le ogenj, ki peče, ne da bi ga videli. Tistega, kar položiš grob, ne dobiš nazaj in nepozabne trenutke življenja dejame še ne, odidejo. Tega časa, ki smo ga preživeli skupaj, nam ne more vzeti nihče. Radi smo vas imeli zaradi vaše iskrenosti, preprostosti, potrpežljivosti, odprtosti. Z vami smo se resnično lahko pogovarjali o vsem. Želeli ste živeti sredi med nami, nam biti blizu, zanimali ste se za posameznika in predvsem za nas ste veliko molili. Pot ob Kamniški Bistrici, kjer ste končalo vaše zemljsko življenje, je bila vaša rožnovenska pot, na kateri ste Bogu in Mariji izročili potrebe vsega sveta, svoje župnije in samega sebe. Marsikateri križ vam je bil naložen v naši župniji, a za vse to je vedel le Bog. Upamo, da smo vam lahko olajšali vsaj kakšno breme, a največjo tolažbo ste lahko našli v Bogu. Verjetno se malo kateri duhovnik lahko pohvali, da je ob njem slabih 22 letih duhovniškega delovanja skrilo 7 novih duhovnih poklicev. Bili ste ponosni na nas, se vedno zanimali za nas in se radi družili z nami. Dali ste nam zgled zaupanja Božje usmiljenje. O uri Božjega usmiljenja smo pogosto skupaj molili, zato verjamem, da vas je usmiljeni Jezus na svoj praznik v uri, ko zase in za druge izproši vse, kot pravi Jezus, že pritisnil na svoje usmiljeno srce. Čeprav se zaupanju Božje usmiljenje z vami veselimo, da smete gledati Boga iz obličja v obličje, nam oči polnijo solze, ker vas ni več med nami. Vendar zaupamo, da smo v Gospodu zavedno povezani. Mi bomo molili za pokoj vaše duše, vi pa budite naš priprošnji v nebesih. V imenu sošolcev iz bogoslovskih let bo sedaj nekaj besed spregovoril gospod Mirko Turk. Dragi sošolec in prijatelj Lojze, zaključil si s prepevanjem Aleluja in Gospod je poklical k sebi. Bil si mu na razpolago in z veseljem, korajžo in veliko močilo si bil duhovnik. Odzval si se na Božji klic in ga nisi preslišal do svojega zadnjega zemeljskega diha. Očitno je bilo, da te je goriščnost za Božjo hišo razjedena in bilo je zelo mar za stehnega človeka. Kot sošolci smo marsikdaj zaslišali tvoj glas, tvoj smeh izza vogala in ne veselili smo se tvoje prisotnosti med nami. Ali se te dalo ujeziti? Praktično ne. In nismo mogli biti jezni nate, ker za to ni bilo razloga. Manj si komu se dal korajže pri njegovem delu in ga nisi pustil nekje v pozabi. Morda nisi bil deležen vedno tistega, kar ti je pripravljeno in vztrajal si v svoji pokončnosti. Če je bilo treba Boga pretentati, vse v večjo Božjo slavo, se tudi pri tem nisi ugotavljal. Včeraj sem dobil telefonski klic, ko me nekdo iz Ljubljane spraševal, ali sem tudi jaz Lojzetov sošolec in odgovoril sem pritrdilno. Glas na drugi strani je bil zelo zanimiv
in v začetku me je pustil v negotovosti. Na koncu pa se je slišalo: od sedaj, ko je moj prijatelj Lojze odšel k Bogu, boš pa moral biti ti moj prijatelj. Zares, dragi Lojze, nisi imel niti stvari, niti prijateljev samo zase. Odprl si svoje srce za slehernega, ki je bil do tebe dobronameren. Vprašamo se lahko še nekaj, ali imamo duhovniki dobre angele varuhe, ali jih slišimo ter upoštevamo. V obetici dela skrbi, včasih žalosti, bolečin, se marsikdo pozabi ustaviti in premalo premisli, kam ga njegova dejanja vodijo. Ko smo v zadnjih letih izgubili že veliko mladih duhovnikov, so angeli varuhi še toliko bolj zaželeni. Biti morajo odločni in nepopustljivi, a hkrati ljubeči v pravem pomenu besede in iskreni do konca. Dragi Lojze, na spomin nas vodi v leto 1995, ko smo bili v tej cerkvi svetega Martina posvečeni v diakone. Zares ta spomin je zelo močan, danes še posebej zaradi tega, ker se od tebe na nek način poslavljamo. Zagotovo bomo od sedaj še bolj povezani s teboj, saj bo z nami pri naših oltarjih in nam bo veliko lažje kot obisk tvojega groba. Vsakdo izmed nas ti želi zapiti alelujo, tako kot zna, pa vendar iz srca. Vsem domačim pa v imenu sošolcev izrekam iskreno sožalje in molitveno podporo. V imenu šmarskih varanov se želi od pokojnega posloviti tudi gospod Rajko Meserko. Dragi Lojze, veliko besed je bilo izrečenih o tvojem po našem prekrasnem življenju. Slovo je vedno težko, kljub veri, da je smrt, da je prehod v novo življenje. In vendar smo vedno znova soočeni s tem, da je to del našega bivanja. Lojze, hvaležen sem za vse naše skupne mladostniške ure in dneve, ki smo jih preživljali. Pa naj je bilo to ob brezpotnem planinarjenju v naših hribih, kolesarjenju, pogovorih in srečanjih v mladinski skupini, srečanjih žen, igranju taroka, prepevanju in nenazadnje pogovorih ob delu v vaši domači delavnici. Vse v dozorevanju tvoje življenjske odločitve. Danes bi ti rad v imenu celotne skupnosti izrekel en iskren hvala za vso tvoja velikodušnost in dobro voljo, ki se ga trvosil med nami. In hvala za tvojo srčnost in odločno besedo. Velikokrat si rad v družbi začel s to melodijo, ki mi je dovolj, da je priličen, da je mi Gospod močno vero. Potrebujemo. Vsem domačim pa v svojem imenu celotne skupnosti izrekam iskreno sožalje. V imenu duhovnikov se želi posloviti še gospod Dragan Adam, nekdanji šmarski. Ko sem leta 1981 prišel tukaj v smrtno za župnika, je bil Lojze star 12 let. Spominjam se, da smo posebno potem, ko je prišel v srednjo šolo, večkrat se pogovarjali tudi o življenjskih vprašanjih. Zelo vesel je bil, ko je odkril novo podporo v duhovnem življenju. Je šel na Mariapoli poletno srečanje Marijinega dela s svojo sestro. To mu je v življenju odprlo nova obzorja in tako je počasi začel v njem zoreti duhovniški poklic. Ko
Tudi po duhovniškem posvečenju je na svoji duhovniški poti napredoval in spoznaval, kaj je v življenju najpomembnejše. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega. Ti dve ljubezni sta ga pripeljali v skupino duhovnikov Marijinega Bela, kjer je dobival moč za svoje življenje in vedno bolj odkrival, da je odnos z Bogom edino, kar v življenju velja. Kako je bil včasih navdušen, ko se je vrnil z kakšnega srečanja. Boga je iskal povsod, ko se je udeleževal naših srečanj, ko je šel na srečanje prenove v duhu ali romal v Medžugorje. In to mu je dejalo moči, da je prisluhnil vsakemu človeku. Z ljudmi je znal graditi globoke odnose. Imel je stike z mnogimi. Bil je njihov prijatelj in mi je pomagal na njihovi duhovni poti. Ravno včeraj sem govoril z družino, s katero je ostal povezan, tudi potem, ko je zapustil župnijo. Bil je zelo konkreten, ker je bila družina številna, je pripeljal tisto, kar je imel in piška v hrani. Vas je veliko in boste že porabili. V vsakem trenutku mu je bil na prvem mestu človek in predel se včasih ni pustil povedati predpisom in svoje življenje je živel na polno, zelo hitro, kakor da bi slutil, da mora v kratkem času narediti čim več. Lojze, tvoje srce je prenehalo biti in v trenutku si se preselil v Božji naročje. Naše srce pa še bije in še lahko živimo za Boga in za ljudi, kako si se trudil živeti ti. Lojze, nasvidenje. Od pokojnega Lojzeta se želi posloviti še njegova sestra Mateja. Dragi Lojze, sin in brat, tudi vsakemu izmed vas. Vse si nas zelo šokiral s svojim nenadnim odhodom. S tem trenutkom se zavedamo, kdo si bil. Bila sva že od malega globoko duhovno povezana, z mano si delil svoje vzpone, padce, dvome, iskanja, veselje. Ljubil si svojo rodno družino, očeta in mamo, brate in sestri z možmi, ženami, naj posebej omenim skrb za nečake. Pogosto si nas obiskal. Ljubil si svoje žive župnije ljudi, ki so zavedno postali tvoji. Ljubil si cerkev in vse njene služabnike. Zelo si bil strikten do nauka cerkve, do človeka, ki si ga srečal, pa sočuten in dober. Trpel si, ko je bil kakšen duhovnik kakorkoli napaden ali slabo izpostavljen. Čutil si, kot da se je to zgodilo tebi. Ljubil si tudi tiste, ki so se na poti ali v duhovniškem poklicu odločili za drugačno pot. Zate so bili zelo dragoceni. Ljubil si družino Marijinega Bela, skupaj s v rosnih mladih letih začela zahajati na srečanja, kjer si še bolj doživel Jezusovo bližino in se učil, da je evangelij čisto praktičen in živ v ljubezni in odnosu do vsakega človeka. Vse, ki si jih spoznal, si z njimi zavedno ostal brat prijatelj. Veliko si nas tudi poročil. Neprestano prihajajo sporočila prijateljev tudi z raznih koncev sveta. Bil si prijatelj tudi tistim, ki jim ni bil še dan dar vere. Ljubil si Marijo in vse kraje, ki so še posebej povezani z njo. Iz nje si črpal neomajno moč vere. Sestra Magdalena Cimerlajt pa sporoča, kako si kot duhovnik spremljevalec Zavoda za rehabilitacijo in usposabljanje invalidne mladine Ciril Skamnik skrbel za svoje učence. Pravi takole: to nalogo je sprejel z velikim veseljem in vso dobrohotnostjo. Vsaka beseda je preskromna, da bi lahko v polnosti izrazila njegov dobrohoten pristop do otrok in vseh, ki jih je srečeval. Vedno je prišel z veseljem, obilnim razumevanjem do vsakogar. Znal je prisluhniti
otrokom, se uživeti v njihovo zdravstveno stanje in se pogovarjati v najbolj preprostem jeziku življenja otrok s posebnimi potrebami. Za vse to smo mu izjemno hvaležni tudi starši. Kadarkoli sem ga prosila za sodelovanje, je vedno odgovoril: pridem. Njegovo delo je bilo široko zastavljeno, vendar je imel zavod posebno mesto v njegovem duhovniškem življenju. Naj ga Gospod nagradi z blaženostjo v družbi svetnikov. Za vse sem mu iskreno hvaležna. Mama enega izmed otrok pa mi je napisala: za njim in njegovimi deli ostaja ogromna praznina, težko ga bo nadomestiti. Bil je vse v enem, župnik, spovednik, enostaven in predvsem odprt, pristopen človek, ki je živel med ljudmi, med tistimi najmanjšimi. Iskreno in globoko zelo nam pomaga. Sodelavci Radia Ognjišče se ti zahvaljujejo, ker si z njimi redno sodeloval in jih poslušal. Nadaljujem osebno. Bil si domoljub, zelo rad si poslušal in prepeval domačo glasbo, petje mladih in otrok. Bog ti je dal en poseben karakter, ki si ga zelo dobro živel. Moram reči, da si res nekaj posebnega. En unikat Božjega otroka, ki ima veliko srce, širino ljubezni, kjer vsakdo najde svoj prostor. Zelo enostaven, normalen, z napakami. V pogovoru pa si zelo hitro odrinil na globoko. Mami pravi, da si bil že kot otrok nekaj posebnega, malo drugačen. Občutljiv za sveto, občutljiv za moralno in občutljiv za pravično. Zato si bil ob veliki skrbi, da kaj ne bo prav, včasih tudi hud, kot da te je popadla sveta jeza. Za vsakega človeka te je skrbilo, da bi živel s pravilno naravnanim kompasom na Božje in tako iskal pravo srečo. Tudi za politike. Tvoja ljubezen je bila velikokrat zelo konkretna, na nič nisi bil navezan, zelo rad si podarjal. Kar je to rabil? Ko smo zidali, včasih ni bilo za kruh, si brez besed pripeljal celo špežo iz trgovine. Otrokom si vedno kaj prinesel. Zelo rad si bil duhovnik. To si močno izžareval v svojih nagovorih. Naš pokojni gospod Vinko, ki je veliko molil zate, me je vedno vprašal, ali si srečen kot duhovnik. Zelo si bil srečen. Zares si izžareval veselje duhovnika. Na ta datum pogreba danes je bil pokopan tudi Janez Pavel II, ki si ga osebno srečal, ko je bil na obisku v Slovenijo. Od zdaj naprej pa računamo na tvojo posebno ljubezen z neba, odkoder nam gledaš v dušo direkt in bereš naše misli in doživljanja in se učimo novega odnosa s teboj od tam, kamor se bomo lahko še bolj obračali nate. Si naš nov priprošnik. Hčerka pravi, da ne smemo jokati, ker si prišel na nebesa in se moramo veseliti s tabo. Najbrž si tudi tam ti najbolj glasen in nasmejan. Hvala za vse, kar si bil in si. Objem in se vidimo v novem življenju. Zahvaljujemo se ti za dan veselja pokojnega državnika Lojze. Žalost, ki smo, ker je v nas ušel, tudi spremlja nas tudi upanje, da živi pri tebi. Temu pa, če se ti zahvaljujemo in vzklikamo, hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo duhovno življenje, v kateri bi iskal tvojo voljo in si prizadeval, da bi razodeval tvojo dobroto in smilje. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove besede, s katerim bi vlival upanje ljudem, utrjeval viri in jim oznanil tvojo ljubezen. Hvala ti, Gospod. Za vse daritve svete maše, ki katerih nam je kruh večnega življenja. Hvala ti, Gospod. Za vse podeljene milosti, ki si nam jih po njegovih rokah podaril pri obhajanju zakrament. Hvala ti, Gospod. Za njegovo razpoložljivost, s katero si razdajal v službi duhovništva. Hvala ti, Gospod. Z vodo
in svetim duhom si bil krščen, z marniškim posvečenjem sprejeto službo znevalca Evangelija, naj te Gospod pridruži občestvu svetih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj in v naši smrti uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti, naj počiva v miru. Amen. Zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, povabi nas pelenskega ognja in privedi v mesto vsežene, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega razsvinjenja. Blagoslovljen bodita grom v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prah smo in pepel in vračamo se v zemljo. Upepeljeno telo duhovnika Lojzeta izročamo zemljo v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preustvaril in oživil, da bo podobno njegovemu poveličenju
zveličanemu telesu. Z nebeško roco naj rosi tvoja duša pokonče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepča tvojo dušo pokonče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil. Sprejmi ga v večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo pokojnega duhovnika Lojzeta Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, da ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celo cerkev. Prosimo te, usliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo te, usliši nas. Odpustimo grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo te, usliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za njegove domače, sorodnike in naše župnijsko občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesi. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naši župniji in so že odšli v večnost. Gospod, bodi jim bogat plačnik. Prosimo te, usliši nas. Molimo, bratje in sestre, za rajnika duhovnika Lojzeta, pa tudi za vse, ki počivajo na tem pokopališču in za vse rajne Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Nebeški Oče, z ustajenjem svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, si premagal smrt in nam podaril novo življenje. Zaupamo tvoji besedi in te prosimo, daj pokojnemu duhovniku Lojzetu, ki nam je delil kruh večnega življenja, delež pri nebeški gostiji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Lord,
našim pevnjam, plačemo nosi, črno zemlju.
zakladło naszym dniem. Weselje młodzi za življenje. Če vsi bi živeli ljubezen, našli bi radost za vse. Odkrili, da dar drug drugemu smo, v srcih bi vedno bil praznik.